Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni in dobrodošli. Danes bomo odgovarjali na zelo preprosto vprašanje. Ali je horoskop nateg, a se ga splača brati ali ne, kako to deluje, pa kaj to potem 12 različnih znakov in zdaj bo 12 različnih tipov ljudi enako doživljalo isti teden. No, vse to boste izvedeli. Jaz sem tudi pomislila na to, pa sem rekla, pa najboljše je, da pokličem za en tak klepet dva, ki sta v Sloveniji nadvse znana, priznana in ustvarjate te vsebine že dolgo. Lepo pozdravljena, dobrodošla v moji družbi Ema Kurent in Beren Jurečič. In za začetek me zanima, kakšen je vajin pogled. Vsebine horoskopa so namreč zelo gledane, zelo brane, ogromno ljudi to spremlja. Je to morda zaradi občutka negotovosti, kateremu želimo ubežati? Kaj menite? Stvar je dosti raziskana, torej lep pozdrav vsem, hvala za povabilo. Stvar je dosti raziskana po enih dosti starih statistikah v časopisih, tam čez 60-70% odstotkov bralcev najprej prebere horoskop. Stvar je malo hecna, ampak takšna je. Po drugi strani je bilo v nekem drugem mediju objavljeno v neki oddaji izkušnja iz mariborskega časopisa, ko en dan horoskopa ni bilo, koliko klicev so imeli, zakaj ga ni. To je stvarnost. In zato horoskopi tudi so. Od tu naprej pa se seveda lahko pogovarjamo. Ali je to stvar varnosti ali ne, po mojem v veliki meri ja, vendar zadeva ni tako enostavna. Torej je treba malo bolj kompleksno mogoče ali razumeti, ali pa pojasniti, ali pa pogledati, zakaj ti horoskopi, ki nam grejo pravzaprav včasih na živce, saj nekaterim ja, nekateri pa na njih visijo. Kaj od tega dobijo, to je zdaj seveda zelo različna zgodba, ampak dejstvo je, da tudi če horoskope ukinemo in jih sploh ni, ker so recimo škodljivi, bo pritisk na to, da bi spet bili tako velik, da jih bo spet nekdo pisal. To je dejstvo. Dobro. Kaj pa vi menite, zakaj ljudje tako radi berejo horoskop tistih 12 znamen? No, jaz mislim, da je vsakemu jasno, da v teh horoskopih ne morejo te, ki jih vidimo v naših dnevnih časopisih, pa na portalih, ki jih lahko berejo, da to ni način za prognozo prihodnosti, ne? Ampak tudi, če to beremo, vidimo, da gre ponavadi za ene take pavšalne nasvete, ki se kar ponavljajo. Skratka, nimajo nobene veze s stroko, ki pravimo astrologija, in iz katere te horoskopi na nek način izhajajo. Horoskopi za 12 znakov so en tak teoretično seveda en vršiček ene ogromne gore, ki se reče veda astrologija. No in seveda je to zreducirana cela astrologija za poljudno občinstvo, je zreducirana na 12 zodiakalnih znamen. Zdaj, prvič ljudje ti ponavadi ne vedo, kaj sploh pomeni zodiakalno znamenje, kaj sploh pomeni horoskop, kaj sploh pomeni, da so razvrščeni v teh 12 znakov. Ker 12 znakov recimo je samo 12 sončeve letne poti, sončeva letna pot razdeljena na 12 časovnih delov in potem tudi prostorsko posledično je 12 zodiakalnih znakov. Skratka, tega ne vedo. Oni vedo, rojen sem, se pravi, to je edini način, da se oni na nek način identificirajo. Se pravi, gre za to, jaz želim nekam pripadati. In ker vedo, da so recimo, da je nekdo oven, pa ve, da določene lastnosti pa res imam, se počutim oven, da vidimo, kaj piše zdaj za ovna. Ampak tu, kar piše za ovna, je večinoma ena ogromno, jaz rečem res take oslarije, ko berem po teh in si mislim, pa zakaj folk to bere, In pol res dejansko zaradi tega, ker lejle, kaj za mene piše, mogoče je pa kaj res. Praktično nemogoče, da je kaj res, razen če piše strokovni astrolog, pa še to je zelo teoretično nemogoče. Torej smo dobili ravno kar strokovni odgovor, je horoskop nateg? Da. Tukaj se pa ne bomo več strinjali. Za kateri horoskop? Kateri? Zdaj smo prišli do križišča. Do križišča. Torej zdaj, vi ste omenila zdaj recimo eno pot po križišču. Od tu pa naprej. Ampak kolikor sem slišala, bi se mi mogoče zdelo, da ti taki horoskopi dejansko mogoče delajo škodo astrologiji. Na nek način ja, za tiste ljudi, ki reče, aha, to je zdaj astrologija, ja,
no, seveda, to je potem škoda. Samo vsak razmišljajoči človek, a ne, pa povprečno izobražen, bo vedel, da to ni astrologija. A ne. Torej, to ni astrologija. Treba je vedeti, ne, to je to ni cela astrologija, rekla sem vam vršiče gore. In, sorry, kaj si hotel reči? Ne, v redu, izvoli. Torej, gre za to, jaz sem pisala in jaz za svojo publikacijo letno, ki je zdaj še vedno pišem horoskop za 12 znamenj, ampak jaz napišem, kaj to pomeni. Zavedajte se, da je to, kaj jaz delam, ko pišem tak horoskop, za druge revije ga že dolgo ne piše več, pisala sem ga pa 20 let, 18 let za Slovenske novice. Zahtevala sem na začetku, da napisam, ta horoskop ne more napovedati vaše prihodnosti. Ta horoskop je zelo okviren pregled vplivov teles na vaše zodiakalno znamenje v določenem obdobju. In to je zelo splošno, ampak ni neresnično. Če ti, recimo, zdaj pridemo tisto, ko sem rekla, kaj sploh je horoskop, sončevo znamenje. Sončevo znamenje je 30 stopinj kroga. In če bi vsako stopinjo vzeli kroga, bi lahko recimo gledali tranzit Marsa in ko je Mars 120 tako na nebu. In ko je Mars recimo tranzitni 120 na to stopinjo horoskopa, ki je seveda predstavljena z določenim datumom, ko je človek rojen, ne? Potem lahko zanesljivo rečemo, ti boš imel takrat povečano energijo. Telesno moč, borbenost, to je 100% zanesljivo, to je astrološka prognostika. Ampak Sonce je samo en dejavnik v osebnem horoskopu. A ne? In, se pravi, na nek način to neki je, ampak je premalo, da bi mi zdaj življenje organizirali potem. Absolutno. Medtem, jasno. To je približno tako, kot bomo rekli, recimo, da naprimer, kaj sem, vsi politiki so pokvarjeni ali pa vsi odvetniki grabijo denar. Je v redu? Ja, ne, pa tudi zato Ni gre. nujno, prav? Se pravi, preveč posploševanje. Seveda. Tudi zato gre, kdo to piše, ker vi morate vedeti, da te horoskope večinoma pogosto so enostavno prepisani nekje z neta in to za en mesec nazaj ali pa za 2 meseca nazaj, to se malo, jaz to že tako videl, včasih berem in si Reciklirani. mislim, le kako je slabo prevajal, ne. A veste, jaz mislim, prva stvar, ki bi jo bilo treba, ki bi bila dolžnost, etična, bom rekla, vseh teh urednikov, a ne, ki najemajo ljudi, da to pišejo, a preveri, a ima ta astrolog kakšno diplomo, a je šolan, ker potem bo vedel, kako se res lahko piše in bo povedal, glej, Venera bo prehajala vaše znamenje, zaradi tega lahko pričakujete nekoliko povečano srečo v ljubezni, malo več estetike v vašem življenju in tako naprej. A ne? To je absolutno možno. Tako pišejo šolani astrologi. Če pa ti ne vidiš omembe nobenega planeta, niti lune, niti nič, potem pa veš, da to ne pisuje en, ker hoče malo zaslužiti. Ali je možno, glede na vašo dolgoletno, predano, srčno, bogato kariero dejansko, da mogoče celo nekdo, ki niti astrolog ni, pa to napiše? Povedal bom izkušnjo, zelo praktično, ki je dejansko bila. Izpustil bom priimke iz zelo, ne samo etičnih, ampak takih običajnih razlogov. Torej, pred veliko leti sem imel ponudbo za pisati dnevni horoskop, to je mislim, da 120 ali 150 znakov na dan, črk na dan za posamezno znamenje, torej to ni veliko. Pod določenimi pogoji. Pogodba za velikega naročnika, ki je telefonska kompanija, je bila težka 7000 mark na mesec. To je zelo veliko. Da, interes je velik, ne? To se pravi, očitno so pripravljeni bili, ne vem, če to še obstaja, plačati zelo velik denar. Vem, kdo ga je pisal prej in vem, kdo ga je pisal potem, ker jaz ga nisem. Ker vem, kakšno delo to je. To bo recimo Ema še bolje rekla, še posebej zaradi njene publikacije, ker je to ogromno dela, če hočeš to približno, resno in odgovorno delati. V 2 vrsticah pa ne moš napisati nič. To je tudi nenazadnje Ema že rekla, to je pravzaprav neresno. Jaz sem to zavrnil in tudi vem, kdo je potem to pisal. To je pisala ženska, ki mislim, da je imela doma mogoče 3 astrološke knjige, ni imela pa 1 ure astrološke izobrazbe. In to je pisala do svojega odhoda med To se pravi, govorimo zdaj o tem. Ravno zaradi tega sem jaz mogoče malo drugačno vlogo tukaj zdaj zavzel, ne, da se, ker ima vse to pove strokovno, tako kot tudi je, jaz pa mogoče malo iz enega drugega zornega kota za to, da imamo. Se pravi, vprašanje pri teh horoskopih, ki ste rekla, Ema je povedala vse. Če horoskop ni podpisan, je vprašanje, kdo ga je pisal. Najverjetneje nihče pameten, se pravi neki prevajalci. Velika časopisna hiša v Sloveniji ima 7 prevajalcev, ki delajo full time 8 ur na dan. In prevajajo vse živo, od žab do horoskopov, do meseca, do prometnih nesreč, oni preprosto prevajajo.
in en dan dobijo, da prevedi ta horoskop. In ko delaš horoskop vsak teden, se ti nabere, če to shranjuješ, naprimer v oblaku, naprimer svojih 20.000 horoskopov. Iz 20.000 horoskopov potegneš samo tok in tok in tok tega, recikliraš, vse skupaj zapakiraš, niti ne pogledaš, če recimo prvi stavek tepe, drugega ali ne, in objaviš, in narod to bere. Tako to je. To je praksa. Ja, točno, jaz verjamem, da se to tako dela, brez ozira na to, da je to že bilo in za katero obdobje. In zdaj stavek, ker je pa bistven. Ko najdete horoskop, ki je podpisan, pa približno veste, kdo je to pisal, no tisti, če je astrolog, ker astrologija je strašansko odgovorna zadeva in to ni znano. Ampak astrološki kodeks, ki ga mi, ki imamo mednarodno diplomo, tako kot imam in jaz, naprimer, se pravi mednarodno veljavno diplomo, praktično s tem se zavežeš zadržati kodeks, ki je pa neprimerno bolj oster in zahteven od, naprimer, zdravniškega kodeksa, preverjeno, ali pa od odvetniškega ali pa še katerega. To se pravi, ne moreš kar neki klatiti neumnosti. Se pravi, če je podpisan horoskop, pa rečete, ok, ta je sigurno vsaj nekam pogledal. Tako kot je sama Ema rekla, jaz pripravljam to svojo edicijo, pa ženska ima zraven sebe efemeride, računalnik, vse ostale in to je pol delo. Odgovorno delo, pa zelo resno delo. Torej, mediji, kapital so naredili veliko škode astrologiji. Ampak pustimo zdaj to. V bistvu ne. Dejansko, astrologiji ne. Astrologiji ne. Ker tisti, ki ga zanima, tisti, ki ve, da je možno narediti osebno prognozo, gre osebno k astrologu, da svoje podatke in to je nek drug nivo. Naslednje vprašanje. Ko beremo recimo, devica je taka in taka, dvojček je tak, razigran in tak in tak in tak. Pa potem mogoče se pogledamo še celo mogoče ujemanja in podobno. Ali je temu kaj za verjeti, ali je to znova premalo, je treba pogledati vseh 12 hiš, kako so planeti razporejeni in podobno. Kaj menite? Vsekakor je treba pogledati vse. Vendar, pogledajte, pri izhodišču, ki ste ga vi uporabimo eno popolnoma neastrološko zadevo. Vzemimo Gaussovo krivuljo, ki vsi vemo, kaj je. Ja? Devica je natančna, je picajzlarska, je takšna pa takšna in vse ostale zadeve, vendar je to po Gaussovi krivulji velik del devic, ampak tukaj imamo tele pa tele. In bomo našli recimo dvojčka, ki je ves čas tiho, kar pravzaprav po teoriji ne sme biti. In bomo našli ovna, ki se boji, namesto da bi prebijal. Ali pa recimo ne nazadnje iz čarovnika iz Oza poznamo leva, ki se je bal. Se pravi, to govorimo potem o prvih, drugih, tretjih dekadah? Ne, potem govorimo s tem, da pridemo do horoskopa, ki ga pa rabiš pa zelo resno pogledati in tam vidiš, zakaj ta dvojček ne govori. Torej tako. Zdaj, ja, to, kar je rekel Beren, absolutno se strinjam, ampak gre za nekaj še drugega. Tako kot sem prej rekla, to, da si ti recimo oven, pomeni, da imaš sonce na tem in tem, tam in tam. Za ženske je recimo mnogo pomembnejši položaj Lune, kar se tiče njenega čustvenega, emocionalnega značaja, kar se tiče neko ženske. Luna je, se pravi, lunino znamenje. Ti si lahko oven, Luno imaš v raku, se jaz sem v tem knjigo napisala celo, se jo še dobil v knjižnicah. Ampak hočem reči to, kako se ti navzven obnaša, tvoj temperament, to je ascendent, znamenje, ki vzhaja ob času rojstva. Potem gre tukaj za povezave vseh teh bistvenih sonce, Luna, ascendent, da ti lahko sklepaš na karakter, na značaj. Tako da na koncu... Se pravi, to so 3 informacije najbolj pomembne. Sonce, Luna, ascendent. To so 3 bistvene. Samo bistvene. Omenila ste astrološke hiše. Potem gre za medsebojne aspekte, dispozicije, recepcije. Glejte, astrologija, osnova, kako ti sestaviš horoskop, kako ti tehnično to se povežeš, traja 30 ur minimalno, da se ti osnove naučiš, da se naučiš, kako delati, kako preučevati. Astrologija je veda. Ampak vendarle vidimo tam, pokliči nič, 9 nič, astro napoved. Ne vprašate za ime, mislim, ne vprašate za uro, ne vprašate komi za datum. Če te ne vpraša za uro, ni astro napoved, konec, basta. Astrolog dela na osnovi točk. Lahko neko zelo površno... Ker ona na nič, 9 nič, kuj ve? Ja, lej. Poslušajte. Če je dobra, bo obstala, če pa ni dobra, pa ne bo. Konc debate, pa ne si reče, kakor hoče. Eno stvar moramo vedeti, kar sem jo povedal v čistih prvem stavku, ki sem rekel. Ljudje tole potrebujejo. Trg diktira, da horoskopi so, ne astrologi. Tako. In če gremo naprej, da nekdo pokliče na 090 številko, to tisti trenutek potrebuje. Ali bo človek njemu s tem, tisti astrolog ali šlogar, karkoli je, vse, prosim, da smo se nasem, vse spoštovanje vedeževalcem, da ne bo slučajno kdo kaj rekel,
Ali bo on naredil temu človeku, ki kliče, škodo ali ne, je mogoče zapisano v zvezdah. Ampak človek to potrebuje. Če tega ne bi potrebovali, nobenih 090 linij ne bi bilo. Na nobeni televiziji. Zamislimo si, vemo recimo izpred 5-10 let, ko je bil vidoviti Milan, ki je delal po televiziji totalno neverjetne stvari, recite 3-krat, jaz sem glupa, jaz sem glupa, jaz sem glupa in vaš problem bo rešen. In to so ljudje tudi počeli. Ampak slavite, vsak pameten človek bo rekel, da ne. Ali pa razbite si kokošje jajce na glavi, sad je dobro. Pa slušajte, ljudje to na nek način potrebujejo in tudi dobijo. In zato to na trgu tudi je. Tisti, ki pa hoče o sebi kakšno zadevo rešiti, kakšen problem, bo pa poklical neko številko, ki bo to dobil odgovorno, resno delo, ker mu bo to na nek način tudi pomagalo. Tako. Jaz tudi mislim, da mnoge teh številka, ko piše Astro, da si to ne piše Astro, zaradi tega prebrale. Ker je asociacija je morda na neko potem me bodo imeli za strokovnost, to, če bom napisala, da šlogam iz kave, to ni več v modi. To zdaj, čim več je šolanih astrologov, tem bolj gre kofe, pa te stvari grejo iz mode, ker seveda šolani astrologi znajo časovno zelo natančno prognozirati. To se ve, zato to so špekulacije, gledajte, ampak jaz pravim, tudi v astrologiji imamo šolanje, imamo možnost izobrazbe, izšolaj se, pridobi diplomo, certifikat, karkoli, to je možno tudi v Sloveniji, ali mednarodno pa potem imaš si pa upravičen, samo gledajte, tu ni regulacije, to pač tako je. Absolutno. Tudi sama, da smo si na jasno, imam narejeno astrološko karto vzhodne, zahodne astrologije, vsega tega, tako da sprejemam to, absolutno sprejemam to, se mi zdi, da je to pomembno in vidim tudi, da ko se človek boljše spozna, lahko boljše deluje, bolj mu je jasno, kje ima šibke točke, kje ima dejansko potenciale, ampak zanima me, kako vidva gledata na to, kako te to definira. V tem smislu, da vidiš neko zadevo, da imaš, neko šibko točko, ker pač, zdaj eni ne marajo pospravljanja, a to potem vzameš, ker pa jaz sem to po znamenju, imamo uno stopinjo tako, jaz sem pač len za to zadevo in jaz zdaj to sprejmem. Ali je to samo predispozicija, na kateri mi lahko delamo, ali je to nekaj, s čimer se moramo sprijazniti, imamo najboljši izgovor za to, da nam nekaj ne gre v življenju. Jaz to rečem zelo enostavno, zelo neastrološko. Moja ena zelo stara parafraza se glasi takole. Če poznamo rek, ki pravi: če me življenje udari po glavi, sem sposoben narediti hudiča in pol. Drži? Recimo hudič v sili muhe žre. Parafraza pa je, če sem že sposoben narediti hudiča in pol, zakaj me mora potem življenje udariti po glavi? In tukaj je vsa filozofija. Predispozicija je, ali boš iz tega kaj naredil ali ne, no to je pa že druga zgodba. Torej, če lahko jaz dam še svoj odgovor, to mi je bilo zanimivo, ko si rekla, ne maram pospravljati, mislim, da noben ne mara pospravljati. Dobar, ampak greva, tudi če je devica, čeprav device imajo mogoče več užitka, ali pa ascendent devica, ali pa nekdo, ki ima fokus močan na devici. V glavnem, hotela sem reči to. Glejte, velja prepričanje, da če si ti v šoli priden, boš naredil šolo, boš dobil poklic, super. In tudi to, peč študirati nekaj, kar dela denar, recimo, nekaj, kar boš našel zaposlitev. Jaz vsakodnevno preučujem karte ljudi in jaz vidim, da ljudje nekaj se šolijo, potem pa jaz sama vidim, da v tisti stroki ne bodo dobili službe, ker ne delujejo s tako energijo, da bi to službo lahko dobili. Neštetokrat vidim. Ali pa izobrazijo se za nekaj, ampak življenje jih pa potegne v nekaj drugega. Jaz vidim, v kaj jih potegne življenje. Vsak človek deluje z eno določeno energijo. In jaz recimo izpostavljam, bom rekla, svetujem otrokom, kam se vpisati, ljudem, kam se prekvalificirati, zato da bi bolje izkoristili svoj potencial. Ker ti imaš, vsak človek veš, da vsak človek je v nečem dober, na nekem področju ima več sreče. In astrolog to zna identificirati, zna povedati, kaj to je, katera energija je to. A je to energija, rečemo, Venere, kar je recimo umetnost, estetika, lepota, ali je to energija Merkurja, ki je intelektualno. Se pravi, je to neka taka podpora. Absolutno je to vpogled v energijski potencial človeka in astrolog je tu izjemno koristen. Se pravi, ni da bi
človek lahko premagal, da bi lahko pridobil nekaj, kar nima. To ponavadi je brez veze se trudi v nečem, kjer nisi dober. Zakaj bi, če pa je druga smer tebe, ki si pa Odlično. dober, ne? Hvala lepa za te besede, ki navdihujejo ljudi za to, da se bolje spoznamo. Mi smo tudi povprašali naše goste, kaj pa oni berejo, kaj horoskop da ali ne. Dajmo pogledati, kaj so odgovorili. Vsako nedeljo ob zajtrku prebiram horoskop, priznam, iz nedela. Preberem horoskop zase, preberem horoskop za Gregorja in sedaj tudi preberem horoskop za Lucijana. In na podlagi vseh zapisanih besed oblikujemo teden, se nasmejimo, se pozabavamo in nekako vse dobro izluščimo. Tisto, kar je pa malo slabše, pa nekako zanemarimo, spregledamo. In je to ena taka rutina, naša nedeljska, tako da ja, ga prebiramo. Jaz osebno pač ne verjamem v horoskop, verjamem pa, da je nekje neka višja sila, ki vpliva na nas, da je ali je to luna ali planeti, pa naj se vsak odloči pri sebi. Ja, v bistvu horoskop je kar, bom rekla, verjamem definitivno. Tako da tudi, recimo, mi kar dosti pomeni, če vem, kdo, partner ali pa pač določene osebe, kaj so po horoskopu, ker to tudi malo pove glede njihovega značaja, kako se odzivajo na razne dogodke. Pa tudi sem si že dala narediti to karto, ne, z temi zvezdami po mojem horoskopu in dostikrat tudi to upoštevam. Krasno, evo, rituali in rutine obstajajo. V oddaji Klepet ob kavi vas vsekakor spodbujamo k temu, da začnete bolj spoznavati samega sebe in seveda, da sledite temu, kar vas potegne. In na klepetobkavi.si lahko najdete številne različne minule oddaje, lahko najdete tudi storitve, ki jih priporočamo, ki smo jih preverili tudi sami, pa raziskujte naprej.